Združene države Amerike in Izrael letos tesno sodelujeta proti Iranu, vendar je neodločen razplet vojne in politična razmišljanja tukaj v Washingtonu pripeljala njun odnos na nevarno območje. Kakšno je trenutno stanje in prihodnost strateškega odnosa med ZDA in Izraelom, ter kako bo to vplivalo na širši Bližnji vzhod? Sledi American View. Dobrodošli v oddaji American View. V studiu se mi je pridružil John Hanna, višji sodelavec pri Ginsi in nekdanji višji svetovalec za nacionalno varnost podpredsednika Dicka Cheneyja. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas in se nam pridružili. Sploh ne vem, kje naj začnem. Mislim, da je vse skupaj izgledalo zelo dobro za sodelovanje med ZDA in Izraelom, med operacijo Epic Fury ali Roaring Lion, odvisno od tega, v kateri vojski ste. In zdaj stvari ne bi rekel, da razpadajo, ampak niso več tako veličastne, kot so bile. Kakšen je tvoj občutek trenutno glede sodelovanja med ZDA in Izraelom na vojaški ravni? Na vojaško-operativni ravni, Mike, mislim, da je bilo to res neverjetno. To je bil resnično kakovosten preskok v odnosih. Slišal sem, da so nekateri v zadnjih dneh govorili, da je bila to pravzaprav prva izraelska vojna v angleščini. Stopnja sodelovanja, stalni pogovori o operacijah v vojni in seveda izjemna odličnost ameriške vojske. Ampak mislim, izraelske obrambne sile so znova dokazale, da niso le ena najboljših vojsk na svetu, ampak tudi ena najdragocenejših operativnih vojaških partneric Združenih držav Amerike, če ne celo najdragocenejša med vsemi partnerji, ki jih imamo kjerkoli na svetu. Če bi imeli kogarkoli, ki bi bil primerljiv z izraelskimi obrambnimi silami in bi deloval v Evraziji ali Indo-Pacifiku, bi to bilo za Združene države vredno ogromno denarja. Izjemno operativno delovanje teh dveh vojsk, kar je seveda ločeno od dejanske rešitve vojne. Vojna je veliko večji pojav kot zgolj to, kar se dogaja na bojišču. To je spopad nasprotujočih si volj in narodne odpornosti. In kdo ima, veste, sposobnost zdržati dlje od nasprotnika? In tu je slika veliko bolj zapletena, jasno. Torej, pogovorimo se o tej zapleteni sliki, ker tudi z vojaškimi dosežki to ni nujno pomenilo strateške zmage, vsaj za zdaj še ne. Zdaj imamo te politične premisleke, vmesne volitve, ki prihajajo tukaj v Združenih državah, sporočanje o gospodarstvu in podobno. Kako vse to vpliva na odnose tukaj? Ker znova slišimo izolacionistične glasove znotraj republikanske stranke, ki pravijo, hej, tukaj moramo narediti manjši odmik. Slišimo bolj ortodoksne glasove znotraj stranke, ki pravijo, da moramo ohraniti to zavezništvo. To je dolgoročno najboljše za nas. Kako te politične okoliščine vplivajo na to vojaško in strateško dinamiko? Mislim, da ni dvoma, ne smemo olepševati. To je stvari zapletlo. Način, kako se je ta vojna končala, napetosti, ki smo jih imeli glede razpleta vojne, rezultati, ki smo jih dejansko dosegli strateško na bojišču in kaj je dosegla Iran. To je mešana, dvoumna slika. Ni popolna zmaga, kot so nam jo naši voditelji nekako obljubljali ali napovedovali. Tako da mislim, da je prisotna določena mera razočaranja. Neizogibno bo prišlo do določene mere iskanja grešnih kozlov. Ampak mislim, da imata na koncu dneva obe državi trenutno dve vodstvi. Čeprav se očitno lahko pogovarjata precej svobodno in odprto, pa mislim, da je splošna smer. Tako predsednik Trump kot premier Netanjahu sta osebi, ki sta zelo predani temu odnosu in razumeta njegov pomen za obe državi. Tako da mislim, da je to mogoče obvladovati, vendar pa zahteva, da so ljudje sposobni prilagoditi odnos, vključno s strateškim odnosom, in razmišljati o načrtu za naprej, ki nas resnično popelje na naslednjo raven. Veste, zanimivo je. Nekateri pravijo, da je v ozadju prav premier Benjamin Netanjahu tisti, ki je pritiskal za to hitro zmago, vendar tega nikoli ni zares javno povedal. Medtem pa Trumpova administracija na vse strani izjavlja, da bo to hitra zmaga, ki je na koncu niso mogli doseči. Ali se je to preprosto izgubilo v vseh teh pričakovanjih? Ja, mislim, poslušajte, kdorkoli je mislil, da je predsednik popolnoma predan, dolgotrajni, večmesečni ali celo večletni kampanji za odstranitev iranskega režima,
Mislim, da so bila njihova pričakovanja glede predsednika verjetno previsoka. To je človek, ki je imel v mislih Venezuelo, imel v mislih 12-dnevno vojno, Midnight Hammer, zelo hitre enkratne operacije, ki dosežejo pomemben vojaški uspeh. In mislim, da v primeru te vojne iz različnih razlogov, zaradi nekaterih slabih predpostavk in slabega načrtovanja, ni šlo tako. In ko je prišel april in je predsednik videl, da Iranci ne bodo popustili tako zlahka, kot je upal, mislim, da je zelo hitro začel iskati, kje bo izhod iz te situacije. Mislim, če ste zdaj Izrael, izraelske obrambne sile, izraelska vlada, ali poskušate biti aktivni pri popravljanju odnosov s Trumpovo administracijo? Ali je tukaj smiselno, da se obrnete nazaj na administracijo in rečete, hej, sodelujmo pri tem, hej, še vedno obstaja način, da opravimo delo na tem področju? Ali pa se na tej točki umikate in ugotavljate, da je administracija nekako šla naprej in ubrala ta izhod? Ja, po mojem mnenju gre za drugo možnost, vsaj kar zadeva iransko kampanjo trenutno. Mislim, da se je Izrael že odločil. To ima Trump pod nadzor. To se bo zgodilo. Karkoli se bo zgodilo po njegovem urniku, po njegovem načrtu. Očitno želi odpreti Hormuz, sprostiti nekaj gospodarskega pritiska, pod katerim je. Očitno gleda proti našim umestnim volitvam novembra, poskušal bo zdržati do teh volitev in potem videti, kaj se bo zgodilo. Mislim, da je vprašanje Libanona za Izrael očitno bolj zapleteno in zahtevno. In tukaj je nekaj negotovosti zaradi zapletenosti znotraj naše lastne nacionalno-varnostne strukture, predvsem med podpredsednikom in tem, kar neposredno počne z Iranci, kar vpliva na fronto v Libanonu. In potem seveda Marco Rubio, ki je prav tukaj konec junija izpogajal, kar bi lahko bil zgodovinski preboj med suvereno libanonsko vlado in Izraelom. Kar zadeva pot naprej, ki je videti zelo drugačen od memoranduma o soglasju, ki ga je izpogajal J.D. Vance. Tako da mislim, da bo moral Izrael ostati precej trden in da je s tem dogovorom z Libanonom dobil dodatno spodbudo, da je v močnejšem položaju za naprej. Rad bi se pogovoril z vami o tem memorandumu o soglasju. Vem, da vse, kar izda Džinsa, ni nujno stališče vseh, ampak organizacija je pred nekaj tedni objavila grafiko, če se ne motim. Zelo subtilno, a odločno je kritizirala pogoje in parametre podpisanega memoranduma o soglasju. Mislim, ali je to slab dogovor? Po mojem mnenju je to slab dogovor. A ni presenetljivo, glede na to, kako se je vojna na koncu razpletla in kaj je Iran v bistvu uspel doseči. Predstavilo nam je dve vojaški težavi, za kateri mislim, da predsednik ni imel optimalnih možnosti za vojaški odziv. Prva je bila očitno, kako enostavno je Iran lahko zaprl Hormuz, druga pa njegova sposobnost, da naše zalivske partnerje v arabskem svetu v določeni meri eksistenčno ogroža. Naši zalivski partnerji v arabskem svetu, ki so seveda ključni za delovanje mednarodnih energetskih trgov. Tako da mislim, da Centkom ni imel dobrih rešitev, za katere bi predsednik menil, da so sprejemljive glede tveganja in stroškov. In ko se je to zgodilo, verjamem, da so bile Združene države nekako postavljene v mat. Za predsednika je bilo to skoraj neizogibno. 2 meseca je poskušal doseči memorandum o soglasju, vendar je bilo na tej točki skoraj neizogibno, da je iskal izhod, iskal način, kako se iz tega izvleči. In to je pripravilo memorandum o soglasju, ki je bil na koncu, bi rekel, očitno pod iranskimi pogoji, ne pod ameriškimi, če pogledamo samo vsebino tega dokumenta. Mislim, da tega ni mogoče zanikati. To pa ne pomeni, da je naš položaj popolnoma brezupen in izgubljen. Upam, da bomo lahko v prihodnje še povečali vzvod, ki smo ga že zdaj izgubili, vendar delujemo iz slabšega položaja. Glede prihodnosti ste govorili o vprašanju Libanona. Zdi se, da so glede tega vsi, no ne vsi, ampak tisti, ki so trenutno pomembni, na isti strani, ZDA in Izrael. Libanon pa sodeluje toliko, kolikor lahko, hkrati pa se še vedno prilagaja svoji domači javnosti. Ali lahko ta uspeh na tem področju, če se to res izteče v uspeh, spremeni potek na iranski fronti? Seveda, mislim, da ja, ker so Iranci zdaj jasno pokazali, kako izjemno pomembno je za njih libanonsko prizorišče. Pripravljeni so vzdrževati vojno in se zdi, da so pripravljeni znova iti v vojno v podporo Libanonu,
kar je neverjeten preobrat dogodkov. To ti pokaže, kako močan menijo, da je njihov položaj. Če nam dejansko uspe ta sporazum premakniti naprej, da podpiramo suvereno libanonsko vlado in še posebej libanonske oborožene sile, da dejansko izkoristijo to priložnost, se uveljavijo in ponovno vzpostavijo določeno raven nadzora nad libanonskim državnim ozemljem ter resnično marginalizirajo Hezbolah in prek Hezbolaha iranski prodor v Libanon. In dosežejo nekakšen nov dogovor, celo mirovni sporazum med Izraelom in Libanonom. Mislim, da bi bilo to res zgodovinsko in bi vplivalo na širši Bližnji vzhod na načine, ki si jih trenutno lahko le predstavljamo. Govorimo o tem širšem Bližnjem vzhodu, ker se zdi, da se spreminja iz dneva v dan. Zavezništva se na eni strani krepijo, na drugi pa razpadajo. Bila je pričakovana podpora, ni se uresničila na nobeni strani. Abrahamovi sporazumi so preoblikovali Bližnji vzhod. Ali to, kar vidimo zdaj, pomeni novo preoblikovanje, le da tokrat na slab način? Ja, mislim, da bi lahko bilo tako. Mislim, da bojo tukaj očitno prisotni določeni trendi. In posebej v zalivu, pa tudi v širšem arabskem svetu, si ljudje postavljajo vprašanja o zanesljivosti Združenih držav, o tem, koliko so vložili v Združene države kot svojega glavnega varnostnega partnerja. Očitno je, da je prisotnost ameriških vojaških baz po vsej regiji, ali je to bilo škodljivo ali koristno za arabske države. In mislim, da bi trenutno rekli, da te stvari, namesto da bi odvračale Irance in nas ščitile, so nas pravzaprav naredile za tarče Irancev. Tako da mislim, da trenutno poteka veliko ponovnega premisleka. In spet, brez dvoma, tega ne moreš olepševati. Zdaj smo v težkem položaju, ko skušamo znova vzpostaviti pravo mero zaupanja in strateško vizijo za naše partnerje v zalivu. To vključuje tudi Izrael. In kako ponovno spodbudimo celoten napor za regionalno integracijo, Abrahamove sporazume in mir med Izraelom in Saudsko Arabijo. Od tu naprej nas čaka dolga in težka bitka. Glede na to, kako se je ta vojna končala in kako se je vojna dejansko razpletla za te arabske države v zalivu. Ampak mislim, da je to edina logična poteza za Združene države. In mislim, da predsednik ceni zapuščino, ki jo ima v Abrahamovih sporazumih. Tega noče izgubiti. Pravzaprav želi na tem graditi in mislim, da vidi Saudsko Arabijo kot ključni del tega prizadevanja. Zato upam, da bo predsednik še bolj vztrajal in našel pot naprej, ki bo prepričala tako arabske države kot Izrael, da je to še vedno v skupnem interesu vseh nas. Veliko se govori, še posebej zdaj, o tem, koliko Izrael stane ZDA. Zelo malo pa o tem, kaj Izrael dejansko prinaša kot korist. Kakšen argument lahko tukaj podamo? Še posebej ob vseh razpravah v kongresu o financiranju. Imamo še en memorandum o soglasju na področju obrambe, o katerem trenutno poteka razprava v kongresu. Kako lahko tisti, ki podpirajo Izrael in odnos med ZDA in Izraelom, utemeljijo, da je to resnično koristen odnos in vreden denarja? Sam mislim, da to ni težko utemeljiti. Zakaj je potem tako težko? Zakaj je potem tako težko? Ker mislim, da je očitno veliko skupin, ki jim to ni všeč in se temu upirajo. Ampak mislim, da vsaj z operativnega vidika, če pogledate samo to vojno, pustite ob strani, kako se je končala in kako so nekateri ljudje razočarani. Ampak nemogoče si je predstavljati kjerkoli drugje na svetu, kjer bi imele Združene države partnerja s takšno stopnjo zmogljivosti. Ne samo na vojaškem področju, na področju obveščevalnih služb, očitno tudi na področju visoke tehnologije. Kot otovacijsko gospodarstvo, eno najbolj dinamičnih gospodarstev na svetu, ki je pripravljeno in sposobno uveljavljati moč v določeni regiji sveta. Popolnoma ključno za Združene države, sposobni prodreti v iranski režim, prodreti v iransko vodstvo, prodreti v iranski jedrski program. Da Združenim državam prinesejo toliko obveščevalnih podatkov in zavedanja o grožnjah ter rešujejo ameriška življenja. Noben drug partner na svetu. Morda je to nekoč bila Velika Britanija, tega ni več. Velika Britanija je tako premalo vlagala v svojo vojaško komponento, da ne more več projicirati moči. Izrael deluje proti našemu najhujšemu sovražniku na Bližnjem vzhodu. Veš, 1500 milj stran od lastne obale. Ponovno, v imenu naših skupnih interesov pri zmanjševanju te grožnje, ki jo Iran predstavlja že 47 let,
Ne le za regijo, ampak tudi za ameriške državljane in ameriške vojake v tem delu sveta. Ponovno pravim, če bi imeli državo v dosegu Moskve ali Pekinga, ki bi lahko delovala na vojaški in obveščevalni ravni proti našim glavnim nasprotnikom, Na teh območjih, na način, kot je Izrael lahko deloval proti Iranu v zadnjih nekaj letih. Združene države bi bile strateško daleč pred vsemi, kot glavna svetovna sila, ki deluje v mednarodnem sistemu. Torej, nočemo imeti manj zaveznikov, kot je Izrael, želimo si več zaveznikov, kot je Izrael. In nočemo ogroziti edinega odnosa, ki ga imamo, ki združuje vse te operativne, vojaške in strateške dejavnike v enem paketu. Zato vas bom vprašal, ker nekateri v kongresu trenutno zagovarjajo to stališče, med drugim mimogrede tudi predsednik vlade Benjamin Netanjahu, ki je to podprl. Obstaja načrt, ki ga je predlagal kongresnik Marlin Stutzman, vendar so tudi drugi izrazili podobna stališča. Odstranite neposredno pomoč, o kateri je toliko razprav. Izločite jo iz enačbe. Ne dovolite, da se uporablja kot orožje. Osredotočite se bolj na vojaško sodelovanje, na povezovanje vojaških struktur. Nekateri pravijo, da je to prava pot naprej in da bo dolgoročno bolj koristna. Ali se s tem strinjate? Se strinjam. Kar zadeva finančno pomoč na vojaškem področju, menim, da pri 3 milijardah dolarjev letno v okviru ameriškega obrambnega proračuna v višini $1 bilijon je vrednost, ki jo dobimo od Izraela na številnih področjih, vključno z njegovo sposobnostjo delovanja proti našim skupnim sovražnikom v regiji, izjemno velika. Ampak razumem, da je to seveda sporno v Združenih državah, kjer naš proračunski primanjkljaj narašča in šteje vsak zadnji dolar. In Izrael ima seveda zdaj gospodarstvo, ki ni več tisto, kot je bilo pred 40 leti, ko se je to strateško partnerstvo zares začelo. Tako da razumem. Izrael morda lahko preživi z manj finančne pomoči, Združene države pa so globalno manj pripravljene ponujati finančno pomoč drugim. Zato se mi zdi smiselno, da potrebujemo neko postopno zmanjševanje te pomoči. Ampak to moramo narediti na način, ki ne kaže na šibkost našega strateškega partnerstva, ki ne kaže na dramatične razlike med Združenimi državami in Izraelom. Ampak dejansko sporoča, da je to zgodba o uspehu za Združene države in Izrael, ko se umikata iz te pomoči. In zdaj gremo v prihodnost, da to strateško partnerstvo resnično dvignemo na povsem novo kakovostno raven. In to pomeni izkoristiti naše skupne raziskovalne in razvojne zmogljivosti za razvoj sistemov in rešitev za prihodnost na vseh področjih, umetna inteligenca, protiraketna obramba, kibernetske zmogljivosti, kvantno računalništvo. To pomeni, mislim, da pomeni, kot smo videli v tej zadnji vojni, da Amerika vojaško in operativno veliko bolj deluje iz Izraela, iz izraelske letalske baze v Ovdeju, kar je bila zelo pomembna prednostna naloga za Džinsa. Če pogledate, kaj se je zgodilo v zadnji vojni, ameriške baze blizu Irana, večine sploh nismo mogli uporabiti in utrpele so ogromno škodo. Tako da je ideja o tej strateški globini stran od Irana znotraj Izraela po mojem mnenju odlično delovala med to vojno in to je nekaj, na kar bi morali zdaj še bolj staviti in dvigniti na naslednjo raven. Tako da mislim, da je v prihodnosti veliko stvari, ki ne vključujejo finančne pomoči, pa bodo vseeno koristile obema stranema in o katerih bi morali vsi razmišljati. In mislim, da bo to smer, v katero bo šlo to strateško partnerstvo. Heksno, letališče Ben Gurion se uporablja kot letalska baza. Prav, točno tako. Upam pa, da ne bo tako ostalo. Rad bi govoril z vami o CENTCOM-u, ker je prišlo do integracije Izraela. To se je pripravljalo že kar nekaj časa. V zadnjih nekaj letih pa se je končno začelo. Regionalna integracija z drugimi ameriškimi zavezniki na Bližnjem vzhodu. Koliko bo ta integracija, njen napredek, trpela zaradi te vojne, ko je trenutno toliko krhkosti v odnosih med ZDA in njenimi zalivskimi zavezniki? Najprej naj povem, da je bilo vključevanje Izraela v CENTCOM nekaj, za kar se je moja organizacija Džinsa zavzemala že več let prej. Zanimivo je, da je bilo zelo težko najti ljudi v IDF, ki bi bili pripravljeni zavzeti stališče in reči, da je to odlična ideja. Premaknite nas iz območja odgovornosti Evropskega poveljstva in nas postavite v CENTCOM.
Rekli so, da je to ameriška birokratska politika. Nočemo se vmešavati ali posegati v to. Zdaj, ko se je to zgodilo pod vodstvom predsednika Trumpa in je Izrael od leta 2021 v CENTCOM-u, mislim, da vsi na obeh straneh pravijo, da je to spremenilo pravila igre. Kar smo naredili vojaško operativno v zadnjih nekaj mesecih, mislim, da se ne bi zgodilo, če Izrael ne bi bil v CENTCOM-u. Mislim, da obramba Izraela v teh prejšnjih obdobjih, ko so bili na Izraeli streljeni iranski izstrelki in droni, ne bi bila mogoča. In da bi bilo na Izraeli streljenih na stotine, če ne tisoče izstrelkov in dronov, ter da bi arabske države dejansko sodelovale pri obrambi Izraela. Razen, če ne bi bili vsi vključeni in vadili nekaterih teh manevrov protiraketne obrambe znotraj CENTCOM-a in pod poveljstvom CENTCOM-a. Po tem konfliktu, mislim, da bomo morali vsi nekaj narediti, da bomo ohranili napredek. Ampak mislim, da na koncu dneva, če na to gledate kot zalivska država, vidite neverjetne sposobnosti, ki jih imajo Izraelci in Američani. In rečete si, ne potrebujem manj takšne opreme, potrebujem več takšne opreme. In moram imeti možnost izkoristiti to, kar lahko Izrael ponudi operativno na bojišču. In če pogledate samo raketna obramba ali bo postala manj pomembna za te ljudi? Postala bo še bolj pomembna, še posebej pri obrambi pred droni, ker so jih ti droni močno napadli. Odlično so se odrezali pri dejanski obrambi pred balističnimi raketami, zahvaljujoč ameriškim sistemom in kar zadeva ZAE, tudi zahvaljujoč nekaterim izraelskim sistemom. Ampak mislim, da bodo želeli še več tega. Integracija ima smisel, izboljšanje te integracije, naša sposobnost zapiranja vrzeli in ranljivosti, strateško globino celotne regije, namesto da bi vsaka država delovala sama zase. Še vedno mislim, da bodo rešitve za ogromno število vojaških problemov za te arabske države prišle prav od tam. Tako da mislim, da ko se stvari umirijo in z ustreznimi spodbudami strani Združenih držav in Izraela, mislim, da bo tako. Takšno vojaško operativno sodelovanje, ne glede na to, ali se zgodi odkrito ali pod mizo prek CENTCOM-a. Organizacijskega kanala ima še vedno velike možnosti za rast v prihodnosti. Ko se stvari umirijo, če Bog da, se bodo kmalu, mislim, vedno pride do neke ponovne ocene situacije. Odnosi med ZDA in Izraelom so že dolgo zelo tesni in ZDA imajo seveda tudi druge pomembne zaveznike. Ali ZDA ali Izrael preprosto na neki točki, ker to ni več republikanska stranka Dicka Cheneya, ki ste jo poznali. Ali odnos med ZDA in Izraelom preprosto postane, ali pa je na poti, da postane le še en močan odnos za ZDA v tujini. Nič slabega, nobenega sovražnega odnosa, ampak le še en Katar, še ena Saudska Arabija, še ena Turčija. Ali gremo v tej smeri zdaj? Mislim, da obstaja očitno tveganje, da se to zgodi. To je pač narava političnega razvoja tukaj v Združenih državah. To, kar se dogaja v Izraelu, otežuje ohranjanje tega občutka, tega zgodovinskega občutka odnosa, ki ni zgrajen samo na vrednotah, ampak tudi na teh globokih strateških interesih, ki jih delimo, na tej globoki ameriški skrbi za blaginjo in usodo Izraela ter judovskega naroda. Ali se to sčasoma spreminja? Mislim, da obstaja tveganje za to. Še posebej, če obe vladi ne opravita svojega dela pri vodenju svojih ljudi. Da bi razumeli, kako edinstven, pomemben in poseben je ta odnos, ter koliko lahko oba še vedno pridobiva v prihodnosti iz tega. Še vedno smo med najbolj dinamičnimi gospodarstvi na svetu. Ko pogledate visokotehnološka področja, ki bodo prevladovala v 21. stoletju, sta to Izrael in Združene države Amerike. Morda še nekaj drugih držav, med katerimi so nekatere naši največji nasprotniki. Zato mislim, da še vedno obstajajo priložnosti, da se to partnerstvo razvija, da ohrani posebno naravo naših družb, ki resnično sodelujejo, in seveda, da tudi naši vojski in strateške skupnosti sodelujejo. Da je tukaj še vedno ogromen potencial za rast in velike ambicije v tem partnerstvu. Vendar bo to zahtevalo vztrajno delo, ne le naše vlade, ampak tudi ljudi, ki dejansko razumejo koristi tega partnerstva na obeh straneh.
Zato ostajam optimističen. Morda je to posledica tega, da ko si v vladi, če nisi optimističen, potem se vprašaš, zakaj si sploh v igri, razen da poskušaš narediti dobre stvari za svojo državo. In prepričan sem, da je to partnerstvo z Izraelom za Združene države izjemno dragoceno. Seveda obstajajo vprašanja in problemi, na katerih moramo skupaj delati, vendar sem ponovno glede tega še vedno optimist. John Hanna, nekdanji svetovalec za nacionalno varnost podpredsednika Dicka Cheneyja, višji sodelavec pri DINSA, najlepša hvala, da ste si vzeli čas in se nam danes pridružili. Odlično, veselje mi je, da sem z vami, Mike. Hvala. Gledali ste American View. Spet se bomo pogovarjali z vami naslednji teden.